Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je torek, 22. april 2025. Moje ime je Tjaša Gajšek. V nadaljevanju. Vernike po vsem svetu je na velikonočni ponedeljek dosegla žalostna novica, da je umrl papež Frančišek. Kdo je bil papež, ki je prišel zato, da popravi cerkev? Potem smo se pogovarjali s patrom Brankom Cestnikom. O papeževi smrti se vrstijo pričevanja in pokloni. Kateri papežev sklik bo sogovornikom ostal najbolj v spominu? Papež Frančišek si je želel pogreba pastirja, nevplivnega človeka. Kdaj in kje bo pokopan? Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. V današnjem podcastu se posvečamo papežu Frančišku, ki je preminil star 88 let na velikonočni ponedeljek, na dan, ko kristjani po vsem svetu slavijo Jezusovo vstajenje. Papež Frančišek je bil 12 let kot prvi papež iz Latinske Amerike na čelu katoliške cerkve od marca 2013, je preminil dan potem, ko se je na velikonočno nedeljo pojavil na trgu svetega Petra, kjer je njegovo poslanico v živo spremljalo okrog 35.000 vernikov. V poslanici, ki so jo prebrali, je pozval k svobodi veroizpovedi in spoštovanju stališč drugih, izrazil skrb zaradi porasta antisemitizma in obsodil vojno v Gazi ter se zavzel za pravičen in trajen mir v Ukrajini. O novici, ki je zaznamovala velikonočni ponedeljek, o življenju in delu papeža, ki si je ime izbral po Frančišku Ašiškem, in o tem, kaj sledi v prihodnjih dnevih in tednih, nam bo povedal in pomagal razumeti filozof, teolog, duhovnik na Frankolovem, pater Branko Cestnik, ki ga lepo pozdravljam na telefonski povezavi. Lepo pozdravljeni. Pater Branko Cestnik, danes, ko se pogovarjamo na velikonočni ponedeljek, sledijo izrazi sožalja in se vrstijo pokloni papežu Frančišku iz vsega sveta. Tudi vi ste na omrežju X izpostavili eno njegovih misli, zapisali ste: realnost je pomembnejša od ideje, si učil. Kdo je bil v vaših očeh papež Frančišek, po čem si ga bomo najbolj zapomnili, kako je spremenil katoliško cerkev? Ja, papež Frančišek je, kot že samo ime pove, Frančišek, se pravi, da je naravnan na reformo, tako kot je bil tudi Frančišek Ašiški. Torej, nekdo, ki je prišel tudi zato, da popravi cerkev. In kot vemo iz ozadja konklava, na katerem je on bil izvoljen, vemo, da je dejansko so tudi kardinali takrat njega tako videli, kot nekoga, ki bo malo vzel metlo v roke in bo naredil nekaj red v cerkvi. Takrat so bili ti bodisi finančni škandali, nered v Vatikanu vedeželan. Bodisi tudi ti spolni škandali, pedofilski duhovniki in te zadeve, in nekdo je potem tu moral malo stvari postaviti v red. In zato so zbrali papeža Frančiška, ki je prihajal iz drugega kontinenta, ki ni bil vezan na Rim, na Vatikan, na rimsko kurijo. In on je potem tudi to pokazal, da ni rimski kurijalni kardinal, s tem, da ni prevzel apostolska palača, Platison je prebival v hostlu Svete Marte, ves čas svojega pontifikata. Potem si ga bomo zapomnili, po tej njegovi želji po prenovi in po korakih, ki jih je za prenovo cerkev naredil. Bi lahko torej danes rekli, da je dejansko poskrbel za neko duhovno prenovo cerkve, kot je tudi takoj na začetku dejal, da jo cerkev potrebuje? Ja, gotovo. Na začetku je on nastopil zelo dobro, in zelo tudi učinkovito. Vse ga je vzljubilo, kako bi rekel, levo in desno, verno, neverno, vse ga je imelo rado. V njem smo prepoznali enega voditelja, ki ga svet ta čas potrebuje. Vendar je katoliška cerkev kot institucionalna religija največja religija na svetu. Druge religije so velike, ampak posamezna institucionalna religija je katoliška cerkev največja. In se od nje potem tudi pričakujejo dobri voditelji in dobro sodelovanje za usodo tega sveta, v dobro razvoj tega sveta.
No in so bili ti koraki storjeni, torej navzven, da je znal tako se umestiti hitro med mednarodno skupnost in v srce ljudi, pa tudi navznoter v cerkev, ko je začel, ne vem, to, da je on sam začel papeštvo spreminjati, ne. Papeštvo je postalo bolj preprosto, več teh apostolskih palač, bi rekel, tistega fevdalnega prediha, ki še ga je imelo, ali pa res pakatnega prediha, tistega prediha je zmanjkovalo pri papežu Frančišku. On je bil v čevljih, s katerimi hodimo po pločniku, ne, strašen šuk, ne, ti čevlji za tak dan za nakupovanje, za hojo po pločniku, ni hodil v rdečih čevljih. A potem sinoda, ne, da je rekel, ko sodelujemo pri vodenju cerkve, sinodalno so imeli skupna pot. In tudi nisem samo jaz edini škof, škofov nas je nekaj tisoč, ne, in škofje bomo zdaj skupaj vodili to cerkev in se bomo med kaj bomo pogovarjali. Vključili v pogovor bomo seveda tudi laike. In je začel te sinodalne procese, ne, ki so zelo vznemirili in dali neki impuls cerkvi. Potem pa seveda strogost do tega nereda. Tista metla, ki naj bi pometala, je potem tudi pometala. To smo tudi v Mariboru in Slovenski cerkvi čutili, ne. Torej, da se je potem veliko strogosti začelo postopati glede nekih nepravilnosti. Ja, to je bilo. Ampak na koncu pa to je neki občutek, da ni zaključil. Ni zaključil. In ali bodi si koronavirus, bodi si vojna v Ukrajini, je nekako se zdi, ne, kot da mu je to vzelo za leta, no, nekako ni več mogel do ljudi, ni mogel več do srca voditeljev, pa tudi sam je začel pešati, ne, fizično. In to, mislim, se v zadnjih letih kaj poznalo. Zdaj, ko gledamo malo njegovo življenje in delo, veliko beremo o tem, da je bil zelo priljubljen papež, da je naredil tudi velik korak glede priznavanja cerkve, se pravi duhovnikov, spolnih zlorab nad otroci, tudi spremenil je ton glede homoseksualnosti. To so bila tudi neka dejanja, ki pa so pri nekih nasprotnikih oziroma bolj konzervativni struji cerkve pa povzročila neko neodobravanje oziroma kar nekaj takih potez je vseeno privoščil. Ja, zdaj, on je seveda, če se setimo tega koordinatnega sistema konzervativno-progresivno, ta koordinatni sistem, ki bolj pasje mogoče v take politične sredine, manj v cerkev, ne. Ampak dobro, to je tudi neki koordinatni sistem, ki ga lahko uporabimo. Torej, ja, on je pač deloval bolj v sferi progresivnega, pa niti ne pretirano progresivnega. Jaz bi rekel bolj v smeri tega normalnega drugega Vatikanskega koncila, ne. To, kar je drugi Vatikanski koncil zaspavil, se je papež potem napredal. Kaj se danes v cerkvi dogaja, tudi v slovenski cerkvi? Tudi na mojem primeru, recimo, mene se kritizirajo za progresivca, ne. Kaj ni od teh se bolj konzervativnih krogov. Pa jaz sem se ne čutim progresivca nekega strašnega. Ampak dajte dovolj, da si že za drugi Vatikanski koncil, se pravi za tiste velike spremembe in mišljenja in delovanja, ki so bile zastavljene z drugim Vatikanskim koncilom pred 50 in 60 leti, bo še da skoraj leta 60, ja. Dovolj, da si za to in te že imajo za progresista. In to je malo tudi pri papežu Frančišku bilo, ne. Ta drugi Vatikanski koncil je v teh konzervativnih krogih pač nekako ga celo krivijo, da cerkev zaradi tega koncila začela zgubljati na teži, zgubljati na identiteti, ne. In potem so tudi papeža obsojali kot progresista ali pa kot nekoga, ki razbija cerkev. Zdaj, papež zanimivo, ne, je pa tu vzel eno zanimivo politiko. To je bil proti prvi papež, ki je dopuščal močno javno kritiko zoper sebe. On dejansko ni kaznoval teh kardinalov, ki so pred mediji, na družbenih omrežjih, kardinalov ali teologov nastopali zoper njega, ne. On je zagovarjal to tako imenovano paresija. Paresija, to je stari grški izraz, ki pomeni odprt, svoboden govor. No, in on je to paresijo, to odprt, svoboden govor spoštoval v cerkvi, ga spodbujal in ga spoštoval tudi, ko je šlo zoper njega. Ko so torej besedovali zoper njega, je spoštoval, ni ne vem kako ukrepal. Razen to, da je potem seveda on počasi z imenovanji skopov in kardinalov si nastavljal svojo linijo, če tako reče, ne, to ko vsi papež naredijo. Ja, počasi s nekimi imenovanji
vendar na neko takšno linijo, ki so si jo predstavljali, idejno, baktoralno, in jo plastirajo v cerkev. To se pa bo tudi poznalo na naslednjem konklavu, če ne prej. Zdaj, ko ste omenili, seveda, ker papež nima namestnika, je cerkev po njegovi smrti torej ostala brez vodstva, samo tekoče posle je prevzel zbor kardinalov. Kakšna so torej ta pravila za čas med papežema, kaj zdaj sledi v naslednjih dnevih, tednih? Ja, to je zdaj posebno stanje cerkve, sede vakante, se pravi izprazen sedež. V tem delu, ko cerkev nima vodstva, vrhovnega vodstva, škofije, župnije, pa to vsi imamo vodstvo, seveda redovi samostani. To ni sistem kot taki v krizi, ampak je seveda vrh prazen. Vrh je prazen. In zdaj se nekih strateških seveda odločitev ali pa nekaj diplomatskih potez in tak ne moramo iti, ker tudi ni podpisnika. Ni voditelja, ki bi to podpisal, ki bi za tem stal, zdaj to nihče ni za to pooblaščen. Tako da se zdaj v tem mestu tega izpraznjenosti poveča neka psihološka napetost, taka zdravilna psihološka napetost, ki potem pripravi izvolitev novega papeža. Psihološka, zdravilna, intelektualna napetost. Kaj smo, kdo smo kot cerkev, kakšnega papeža zdaj potrebujemo. In to se bo zdaj usulo teh komentarjev, razmišljanj, tudi pritiskov. Eden izmed pritiskov, ki ga na primer lahko že napovemo ali pa pričakujemo, bo pritisk Trumpa in teh njegovih krogov. Trump bo verjetno hotel papeža po svojem srcu. Ampak to ni nič takega. Vedno so na teh konklavah neke želje, pritiski, komentarji, ki poskušajo malo vplivati na izvolitev novega papeža. Ampak zdaj pa smo videli, kaj se je dogajalo, da na koncu zadnji trije papeži, ki so bili izvoljeni, Janez Pavel II, Benedikt XVI, pa sam Frančišek, na koncu so bili papeži, ki so bili izvoljeni ne glede na pritisk ali pričakovanje javnosti. So bili na koncu, zlasti Janez Pavel II in Frančišek, so bili kot papeži presenečenja, popolnega presenečenja. In možno, da bo tudi zdaj, kljub vsem tem ognjemetom, ki se bodo zdaj dogajali pred konklavami, da se bo na koncu zgodil en papež presenečenja. Bomo spremljali in videli, kako bo na koncu. Pater Branko Cestnik, hvala lepa za pojasnila. Hvala vam. Po novici o papeževi smrti se vrstijo izrazi sožalja in pokloni iz vsega sveta, tudi iz Slovenije. Izbrali smo nekaj spominov in misli ljudi, ki so se z njim srečali, ga občudovali oziroma podrobno spremljali njegov čas na čelu katoliške cerkve. Dr. Silvo Devetak, profesor mednarodnega prava, se je s papežem Frančiškom srečal septembra 2020. Devetak se spominja, da je papež omenil, da ima tudi sam sorodnike v Buenos Airesu. Takole pripoveduje. Nato me je vprašal, ali vem, kaj je najbolj sveta stvar v Sloveniji. Malo sem se zmedel, razmišljal, kaj bi rekel, nato se je gromko zasmejal, me potrepljal po ramenih in rekel: Ja, potica. Tako se je razlegel najin smeh po prostoru, da so se še varnostniki zdrznili, je zapisal Devetak. Po mnenju patra Bogdana Knausa je papež dajal izjemen zgled, kaj pomeni biti kristjan. Sociolog Roman Kuhar pa je v patru zapisal: O mrtvih vse dobro, a o papežu Frančišku v resnici ni težko povedati česa dobrega. Kateri papežev sklik mu je najbolj ostal v spominu in kaj mu šteje v prid glede primera Rupnik? Še več odzivov najdete v časopisu in na spletni strani. Pogreb papeža Frančiška bo v 9 dneh, konklave za izvolitev njegovega naslednika pa v 1 mesecu, so sporočili iz Vatikana. Za razliko od mnogih njegovih predhodnikov, zadnje počivališče Frančiška ne bo v baziliki svetega Petra. Papež je namreč izrazil željo, da bi bil pokopan v baziliki Marije Snežne v Rimu. Ta cerkev je bil eden njegovih najljubših krajev. Tja se je odpravil takoj po izvolitvi za papeža marca 2013, baziliko pa je zadnjič obiskal na cvetno nedeljo prejšnji teden. Tudi njegov pogreb naj bi sledil vrednotam, ki jih je zagovarjal v času življenja. Naj bi bil čim bolj skromen, stran od blišča in razkošja. V skladu s Frančiškovimi navodili je namen prenovljenega obreda poudariti, da je papežev pogreb pastirja in učenca Kristusa in ne pogreb vplivnega človeka tega sveta. To je bil večerodnevni podcast Večer je zjutraj, 22. aprila 2025. Z vami sem bila Tjaša Gajšek.
Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni večer. Postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam tretji pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.